V Sloveniji 10 bioplinarn predeluje živalske odpadke in rastlinsko biomaso v elektriko. Če bi v naslednjih 10 letih moč bioplinarn dosegla 86 MW, bi lahko s tako pridobljeno elektriko oskrbovali več kot polovico slovenskih gospodinjstev. Za delovanje teh bioplinskih naprav bi potrebovali 4% kmetijskih zemljišč, s tem ne bi vplivali na oskrbo za hrano. Naše podjetje Keter Organika ima podpisanih že več pogodb za izgradnjo teh naprav. Izgradili smo do sedaj 4 naprave, 6 naprav trenutno gradimo. Zelo pomembno je poudariti, da bomo ta cilj dosegli 86 MW v Sloveniji v nekaj letih, pričakuje se med 5 in 10 leti. S tem bomo tudi dosegli cilj, da bomo ugodno vplivali tudi na krajino, kajti tudi se bodo pokošine dajale v bioplinske naprave in s tem bomo tudi začeli aktivirati površine, ki so sedaj neobdelane. Marjan Kolar je eden največjih kmetovalcev in tudi eden največjih strokovnjakov za bioplinarne pri nas. S partnerjema Tomom Begovičem in Denisom Bolčino je razvil lastno tehnologijo za gradnjo bioplinskih elektrarn. Te so priložnost predvsem za kmetovalce. Izgradnja bioplinskih naprav je izrednega pomena za kmetijstvo, kajti s tem kmetje dobivajo novo dopolnilno dejavnost in postanejo kmetje energetiki. Bioplinske naprave pokrivajo 3 pomembna področja, to je kmetijsko, okoljsko in socialno. V kmetijskem področju smo že ugotovili, da so to izjemni učinki, da se lahko tudi sosedje vključijo v pridelavo biomase in s tem se pokriva večje samooskrba v kmetijstvu. Potem imamo pa drugo pomembno območje, je pa okoljsko. Slovenija je zavezana po Kjotskem protokolu, po CO2 direktivah in s tem se tudi ta gnojevka in gnoj predela v bioplin in električno energijo. V socialnem vidiku pa vidimo veliko novih delovnih mest, predvsem z rastlinjaki, ker pri bioplinski napravi nastaja toplota, ki jo lahko ugodno uporabimo. Samo naše podjetje Keter Organika razvija nov produkt, ki bo dalo v naslednjem letu 60 novih delovnih mest v Pomurju. Posel z Ikejo je konec 80-ih let prinesel skokovit vzpon mariborskega podjetja Razgoršek. Z rastjo naročil so zaposlili skoraj 300 ljudi, prihodki pa so pred 5 leti dosegli 7,5 milijona evrov. Z Ikejinimi naročili so bile zmogljivosti podjetja zasedene 95%. Po 17 letih sta se partnerja leta 2006 razšla. Kaj se dogaja z Razgorškom, sploh še dela, so se spraševali kupci in poslovni svet. Udarec je bil za nas kar velik, zato ker je bila Ikea na nas, oziroma mi na Ikeo vezani več kot 90%, tako da smo v bistvu čez noč skoraj izgubili največjega kupca. Ostali so nam zaposleni ljudje in seveda prostori, v katerih smo delali. Vse delavce smo na socialni način odpustili, se pravi z odpovednimi roki, z odpravninami, ki so jim pripadale. Seveda smo na račun tega morali odprodati tudi nekaj naših nepremičnin, ker pač drugače nekih finančnih sredstev nismo imeli. Izkušnja je bila boleča, odločitev ali podjetje poslati v stečaj ali poslovati naprej pa ena najtežjih za družino Razgoršek. Odločili so se, da ne bodo vrgli puške v koruzo in ostali pri izdelavi oblazinjenega pohištva. Po odhodu Ikeje smo se morali reorganizirati. Ostal je manjši kolektiv, sedaj trenutno imamo 10 zaposlenih, imamo svojo mizarsko delavnico, svojo krojilnico, šivalnico in tapetništvo. Delamo izključno izdelke za končne kupce oziroma izdelke po meri, pri katerem pač se en ni enak drugemu. To je naša osnovni program, drugače pa opremljamo tudi objekte, razne kavarne, bare, kjer so pač večje serijske količine, ki nam tudi ne predstavljajo nobenega večjega problema. V podjetju hočejo zdaj okrepiti in dvigniti blagovno znamko in razširiti prodajno mrežo. Moto podjetja je fleksibilnost, prilagodljivost, kakovost in dober servis za kupce.
Bučno olje, sladki in slani prigrizki ter namazi iz bučnih semen. Zakaj pa ne, se je vprašal Miran Kolarič, kmet iz Jurovskega Dola. Seveda ne vse takoj in že na začetku. Sredi 90-ih let je namesto novega hleva najprej postavil oljarno. Rabljena stiskalnica, ki so jo ponudili za zmerno ceno, je podjetništvu postavila temelj. Z oljarstvom smo se začeli ukvarjati čisto po naključju, ker smo že imeli pripravljeno dokumentacijo za gradnjo enega hleva, za bekone, za prašiče, rejo prašičev. In takrat sem zvedel za to opremo, za oljarno in takrat smo se pač bolj odločili za gradnjo oziroma gradnjo te oljarne. Tako da je to prišlo čisto po naključju in danes nam niti ni žal, da smo se tako odločili. Ko je oljarna stekla, so prišle tudi nove ideje. Ponudba našega sortimana je klasično bučno olje, hladno stiskano bučno olje, imamo orehovo hladno stiskano olje, lešnikovo hladno stiskano olje, mandeljnovo hladno stiskano olje, namaz iz bučnih semen, za katerega smo na celjskem sejmu na Mosu prejeli posebno priznanje za nov izdelek na tržišču, slovenska surovina in lastni izum. Pol imamo še mandeljne z bučnimi semeni in pečena in soljena bučna semena. Miran Kolarič deluje kot samostojni podjetnik. Poleg sebe zaposluje še hčer in enega delavca. Prodaja v živila iz Naklega mu je odprla vrata tudi v Mercator. Izdelki iz njegove oljarne so zdaj na prodaj tudi v gurmanskem kotičku našega največjega trgovca. Če bi se danes mogel odločiti, katero od teh naših dejavnosti bi opustil, bi se verjetno odločil za opustitev živinoreje. Mislim, da je oljarna nekako bolj donosna in več priložnosti nudi.